San Antonio je vroče mesto, tako vroče, da se je celo zgodovina klimatskih naprav pisala tukaj. A za zgodovino ZDA je San Antonio še bolj pomemben, ker se je tu ameriška tradicija zlila z mehiško. In največja tržnica po vzoru mehiških, ki se je v Severni Ameriki obdržala, je ta v San Antoniju. Še kavbojski klobuk naj bi se rodil iz tega za mariače. Na korenine so že ponosni nanje, nikoli ne bodo pozabili, a predvsem so danes zelo ponosni Američani. Yo, Maya! So now I'm a Texan or a Mexican? You're a Texan! A Texican! Texican. Chili con carne recimo, pa na fajite so ponosni. Skovanka Tex-Mex najprej ni veljala za hrano, šlo je za železnico, ki je povezovala Mehiko in Teksas. Danes za številne jedi mislimo, da so se rodile v Mehiki, pa so se pravzaprav tukaj v Teksasu v San Antoniju. Dva jezika sta in še vedno sobivata, zato ni čudnega, da se je tu rodil prvi televizijski program v španskem jeziku na ameriških televizijah. Ko so v Teksas prišli prvi ameriški priseljenci, so le prevzeli že stoletja staro znanje Mehičanov, ki so tu že prej delali živino. Rodil se je mit o velikem ameriškem kavboju. Ameriški rodeo je danes le skomercializirana verzija, to Američani dobro počnejo, lepe mehiške tradicije, ki pa je bila sprva trdo delo in ne zabava. Zabava pride na vrsto zvečer. Kam gremo? Po meso, Zakaj? ker si ga vsak pravi kavboj zna pripraviti sam. Svoje meso prinesi od doma, speci ga v dobri družbi na skupnem ognju. Slabe pol kile zrezka za vsakega, tam je žar. Poenostavljeno gre takole. Mehičani so v Teksas prignali živino, evropski priseljenci so prinesli mesarsko znanje in znanje o dimu, Američani so vse skupaj privzdignili v umetnost. Od povsod nekaj dobrega, za na koncu nekaj odličnega. We can cook it for you. Yeah, that would be nice. Medium? Yeah. Medium. Yeah, Oh, that's wrong. that's long. Yes. That's disrespect to a steak. Cook it medium. Medium rare is the best spot for a steak. Awesome. Še vedno je to moško delo, čeprav menda ne prevelika umetnost. Gotta eat it here in a minute. Okay. Ker se s polnimi usti ne spodobi govoriti, je zdaj primeren čas le še za kavbojski pozdrav domov.